Lep dober dan in lep pozdrav iz Ministrstva za javno upravo, z Direktorata za javno naročanje in Upravne akademije. Ponovno smo vam pripravili eno tako predstavitev novele Zakona o javnem naročanju, zdaj že 4. novele. Mogoče najprej nekaj tehničnih zadev, najprej zahvala Igorju Semoliču za vso izvedbo in Upravni akademiji, ki nam je pomagala. Glede na to, da vas je danes kar nekaj prisotnih, bomo vprašanja in odgovore oziroma na vaše vprašanja odgovorili potem kasneje, se pravi, jih bomo zbrali, ker jih bo verjetno preveč. Jaz predlagam vse, da najprej poslušate celotno predavanje, pa morda, če se vam bo zdelo, da nekje pojasnil niste dobili ali so bile premalo podrobne, zastavite vprašanja, ta vprašanja bomo zbrali. Napisali tudi odgovore, tudi podrobna pojasnila, mogoče tudi, če kaj ne bo vprašano. V glavnem današnja predstavitev bo na voljo na spletu. Pred uveljavitvijo zakona v naslednjih 14 dneh se bova z kolegico Urško Skok-Klima, ki bo danes predavala za mano, vodja sektorja za sistem javnega naročanja na direktoratu, pripravili te odgovore. Zdaj, če kar začnemo. Kot veste, je Državni zbor v februarju sprejel že 4. novelo Zakona o javnem naročanju in 3. v zadnjih manj kot 2 letih. Najprej smo pred slabim letom in pol pripravili 2. novelo ZJN-3B, temu je potem sledila poslanska novela ZJN-3C, ki jo je interventni zakon v zdravstvu nekako spravil sveta. V glavnem ta 4. pravzaprav novela, 3., ki dejansko po vsebini velja, pa je bila pripravljena predvsem iz razloga odločitve Ustavnega sodišča. Sami veste, da smo na direktoratu mnenja, da prevečkrat spreminjati materialno zakonodajo ni primerno, to prinaša stroške naročnikom, ponudnikom, ki se morajo pravzaprav ves čas prilagajati sistemu. Zato je res zadnja faza, ko si želimo nekih sistemskih sprememb, da pravzaprav spremenimo zakonodajo, ker pa smo 5. maja prejšnjega leta prejeli odločitev Ustavnega sodišča, ki je razveljavila 2 določbi oziroma 2 člena zakona, je bilo seveda treba pristopiti k sami spremembi novele in to je bistvo te današnje predstavitve. Posledice te odločitve in rešitve, ki jih imamo v zakonu, ker so še nekoliko nadgrajene, bo kasneje predstavila kolegica Urška. Seveda pa glede na to, da smo pristopili k načrtu za okrevanje in odpornost in del teh reform v tem načrtu je tudi sistem javnega naročanja, smo poskušali z Evropsko komisijo vnesti nekatere elemente, ki predvsem se dotikajo 2 težav, ki jih imamo v sistemu javnega naročanja, in sicer netransparentnih postopkov s pogajanji, brez objave in ponudb, kjer imamo pravzaprav naročil, kjer imamo samo eno ponudbo. S kolegi smo želeli, in spomnite se, v javni razpravi, ko je bil zakon dan že pravzaprav poleti, letos poleti, namreč maja, ko smo prišli do te odločitve, smo se s kolegi usedli in še enkrat zahvala Urški in njenem timu, da smo pravzaprav zelo hitro lahko prišli do tega besedila zakona, ga dali v javno razpravo in relativno hitro potem dobili odzive. Vlada je konec leta obravnavala ta zakon in potem je bil sprejet že v februarju, kar nas je nekoliko presenetilo. Ta, bom rekel, hitrost sprejemanja, v manj kot pol leta smo pravzaprav prišli potem lahko do tega zakona. No, in v tistem prvem naboru je bilo kar nekaj rešitev, ki jih danes sicer ni več v zakonu, zato bova danes z Urško šla čez pravzaprav vse pomembnejše ali pa pravzaprav skoraj čez vse spremembe, ni jih zelo veliko. Mislim, da bomo rabili nekaj 45 minut. In potem na koncu, če boste imeli vprašanja, jih bomo zapisali in tudi potem na nje odgovorili.
Okej, če grem zdaj v samo bistvo sprememb, a je še to, kdaj bo zakon uveljavljen, 2. aprila 2023, zdaj tokrat smo za en dan zgrešili ta famozni 1. april, ko smo na primer uveljavili elektronsko javno naročanje, pa ko smo uveljavili zadnje spremembe ZN3B, ZN3A, tako da ne, teh sprememb, mislim, ta datum je bil pogost, tokrat je uveljavitev 2.4.2023, kot sem obljubil tiste odgovore in pojasnila na zakon, bodo pripravljene naprej. V Državnem zboru je bil potrjen zakon konec februarja 2023 in objavljen v Uradnem listu 3. marca letošnjega leta. Prva rešitev, ki je naročniki niste bili najbolj veseli, je, in smo jo pravzaprav podlaga so bile predvsem, razlog je bil predvsem v tem, da smo s strani ponudnikov dobivali informacije, da v evidenčnih naročilih pravzaprav niso obveščeni o poteku postopka, da podajo ponudbo, potem pa ne vejo, kaj se dogaja. Nam se zdi že z nekega samega bontona primerno, da so ponudniki, vsi ponudniki, ki so dali ponudbo, obveščeni v 30 dneh od oddaje naročila na pisan način. Zdaj to velja, naj opozorim, samo za javna naročila na 10.000 evrov, do 10.000 evrov tega ne urejamo, verjamem, da imate teh naročil nekateri naročniki ogromno, na 10.000 evrov pa je prav, da so seznanjeni o izboru in pravzaprav, da vedo, kaj se z njihovo ponudbo, z samim naročilom dogaja. Smo pa pri zakonu odstopali od načrta naročil, ki je bil v samem predlogu zakona v javni razpravi lanskem poletju. Tukaj smo dobili različne pripombe, jaz sem bil osebno kar nekoliko presenečen tudi s strani nadzornih institucij, čeprav je načrt naročil en izmed elementov, ki povečuje transparentnost, da bi lahko imeli različne težave s tem načrtom, tako da tukaj je pač ministrstvo potem od tega odstopilo. V glavnem glede evidenčnih naročil na 10.000 evrov morajo biti vsi ponudniki, ki so v postopku sodelovali, v 30 dneh tudi obveščeni. Potem smo pa v postopku s pogajanji brez predhodne objave in to je tisti del elementov, ki jih poskušamo reševati v načrtu za okrevanje in odpornost, zmanjševati število netransparentnih postopkov in tudi z pripombami nadzornih institucij. Sicer prvič, da dve bistveni zadevi sta, ko se oddaja naročilo iz razloga nujnosti, se pravi iz točke prvega odstavka 46. člena, pod pogojem, ko je to objektivno mogoče, da se gradnje, blago ali storitve odda le za čas do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila in v ustreznem času se z nekim transparentnim postopkom zagotovi neka oddaja naročila, v katerem lahko konkurirajo vsi potencialni ponudniki. Razlog je, sami veste, velikokrat ste soočeni z dejstvom, da če ni na strani naročnika to objektivno dejstvo, nezmožnosti oddaje naročila, potem lahko greste v postopek iz razlogov nujnosti. V takem primeru pa, če je mogoče, če gre za, ne vem, za storitve, ki trajajo dlje časa, za neko dobavo blaga, ki traja dlje časa, za neko gradnjo, ki lahko traja dlje časa, pa je ni potrebno nujno zaključiti. Naprimer, če imate sanacijo nekega plazu, potem je jasno, da tega naročila ne morete deliti. Se pravi, ko je objektivno mogoče, takrat morate v ustreznem času začeti nov postopek oddaje naročila. To je prva sprememba glede postopka s pogajanji brez predhodne objave. Druga, v vseh primerih, razen tukaj pa iz razloga nujnosti, ravno zato, ker je to najbolj nujen postopek, je potrebno namero izvedbi in obrazložitev pred začetkom postopka posredovati zagovornikom javnega interesa. To so Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije in Agencija za varstvo konkurence. Na ta način se poskuša vzpostaviti neka preventivna funkcija, da naročnik
v prvi vrsti res razmisli o nujnosti izvedbe tega postopka, in na drugi strani, da so seveda vsi ti zagovorniki javnega interesa pravočasno seznanjeni, kar pa sicer ne vpliva na tek rokov, ki jih določa seveda zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. Se pravi, element je dvojen, generalna in posamična preventivna funkcija te določbe, ki pravzaprav pomeni na nek način seveda tudi obremenitev za naročnike, ki bodo mogli v vseh teh postopkih zdaj obveščati predhodno tudi zagovornike javnega interesa. To je glede samega postopka s pogajanji brez predhodne objave. Potem se je spremenila tudi določba 75. člena, in sicer v 6. odstavku je bilo do sedaj napisano, če lahko naročnik, ko je šlo za neka usklajena delovanja med gospodarskimi subjekti, v samem postopku javnega naročanja tako ponudbo izločil. Vendar pa se je izkazalo zelo hitro, potem ko je bil ZJN-3 sprejet leta 2015, mislim, da 3 leta kasneje, 2018, je sodišče sicer v neki drugi zadevi presojalo vprašanje tudi, kakšno je obdobje izključitve subjekta, ko je z nekimi drugimi dogodki, z neko odločitvijo Agencije za varstvo konkurence izven sfere tega konkretnega naročila prišlo do ugotovljenega usklajenega delovanja, kartelnega dogovarjanja, in v tem konkretnem primeru je Nemška agencija za varstvo konkurence, to je primer C-124/17 v Oslo, ugotovila, da je konkretni ponudnik, in to je ugotovila v letu 2016, v letu 2011 sklepal neke usklajene dogovore, ki so bili nezakoniti. To je imelo za učinek, da je iz kvalifikacijskega sistema, ki ga je imel javni naročnik, bil ta ponudnik izločen, ta ponudnik se je kasneje pritožil, no, in na podlagi tega je bilo mogoče ugotoviti, na podlagi te sodbe sodišča, da seveda ni zgolj predmet izločitve lahko neka usklajena delovanja glede konkretnega naročila, ampak tudi to velja, če gre za neka usklajena delovanja, ki so izven sfere tega naročila, vendar pri tem ponudniku v nekih seveda podobnih situacijah, kar je sam predmet naročila. Zato smo popravili to določbo. Najprej je pisalo, šteje se, da je sklepanje naročnika upravičeno, če organ pristojen za varstvo konkurence na podlagi prijave v 15 dneh sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. To je bil razlog, da je naročnik lahko tega ponudnika izločil iz postopka. Zdaj smo pa dodali, in to je podčrtano, tudi v primeru, se pravi, na eni strani tudi v primeru, če se ugotovi ta kršitev in Agencija za varstvo konkurence uvede postopek, ga lahko naročnik izloči, lahko ga pa tudi v drugih primerih, in ne zgolj opozarjam na odločitev tudi sodišča iz lanskega leta, C-416/21, Landkrieg, kjer je pa sodišče enako v nemškem primeru ugotovilo ne samo, da je bil sklenjen nek usklajen dogovor, ki je nezakonit, oziroma nek dogovor med subjekti, ki je bil nezakonit, o usklajenem ravnanju, kartelnem dogovoru, ampak tudi, če naročnik ima indice, da je prišlo do tega dogovora. Se pravi, naročnik ima široko diskrecijsko pravico, precej široko, ko ugotavlja, ali je prišlo do teh kršitev, s katerimi se želi preprečevati, omejevati konkurenco. In ta Landkrieg, na primer, je bila sodba, v kateri se je obravnavalo, ali dva konkretno ponudnika, ki sta pravzaprav dve različni osebi, sta v istem naročilu oddala ponudbo, sta pa med seboj povezana in sta vplivala en na drugega. In v tem konkretnem primeru sta bila pravzaprav oba ta ponudnika iz postopka izločena. Še en dodatek, ki je tudi podčrtan, organu za varstvo konkurence, se pravi Agenciji za varstvo konkurence,
s katerimi smo se večkrat usedli, pogovarjali glede te določbe in tudi prišli do te rešitve, da je potrebno razširiti. Se pravi, še enkrat, ne samo za kršitev ugotovljene v konkretnih postopkih, ampak tudi širše, pa tudi, kot sem rekel, po sodbah sodišča, tudi ko gre za neke indice. Da je včasih 15 dni prekratek rok in lahko AVK, to je zdaj na novo dodano, ta rok izjemoma podaljša za največ 15 dni. Zavedamo se, da 30 dni za naročnika je včasih veliko, ampak prav je, da ima agencija dovolj časa, da lahko ugotovi, ali je teh indicov dovolj, da uvede postopek ugotavljanja kršitve. Se pravi, to je pač ta pomembna sprememba v 6. odstavku 75. člena. In potem jaz bom počasi končal s tem zadnjim slajdom, predal besedo Urški. Imamo še eno novost v 90. členu, namreč ugotavljali smo, da imamo v 12. členu 48. člena zakona relativno jasno določeno, da je treba tudi v okvirnih sporazumih, na primer pri, avionskih kartah, kjer imajo naročniki sklenjene ponavadi okvirne sporazume, imamo skupno naročilo kar za veliko število naročnikov, seveda pri vsakem naročilu te ponudnike oziroma vse ponudnike obveščati preko portala javnih naročil. Zdaj pa, ker gre pravzaprav za neke okoliščine, ki jih direktiva ne dopušča, se pravi določiti neko izjemo, smo, kadar je vrednost posameznega naročila določil nižja od vrednosti za objavo v Evropskem uradnem listu, da se lahko v dokumentaciji določi tudi drugačen način obveščanja o odločitvi, bodisi da naročniki so seznanjeni pisno s strani naročnika ali pa preko portala javnih naročil. Skratka, sprememba gre v smeri, če je posamezno naročilo nižje od mejne vrednosti EU, potem se lahko v razpisni dokumentaciji naročniki sami odločite, na kakšen način boste o posameznih naročilih obveščali ponudnike. Zakaj pri nižjih vrednostih gre ponavadi res za neke vrednosti, oziroma gre za javna naročila, na primer za letalske karte, ker so vrednosti nižje, to so postopki, ki tečejo pravzaprav vsak dan in zaradi učinkovitosti vsakič objavljati odločitve potem na portalu, mislim, da bi bilo to res nesorazmerno. In zdaj to je ta rešitev, seveda samo do EU mejnih pragov, ker tega pač direktiva ne pozna. Evo, jaz sem zaključil, najlepša hvala za vašo pozornost in Urška, izvoli, predajam ti besedo. Lep pozdrav še v mojem imenu še enkrat. Nadaljujmo, kjer je končal Sašo. Nekatere spremembe, kot je že sicer tudi omenil na začetku, so seveda vezane na odločitev Ustavnega sodišča. Zdaj, zakaj nekatere rešitve, ker se vam mogoče zdijo pretirane ali pa nesmiselne, da smo šli toliko spreminjati in 75 in 67 in 67a člen, dejansko izhajajo iz bistva te odločitve in Ustavno sodišče je nekako povedalo, da zakonodajalec ni imel razumnega razloga, da je uredil razvezni pogoj v primeru kaznivih dejanj, ne pa tudi v primeru podanih okoliščin, torej 2 kršitev v zvezi z delovnim časom in počitkom. To je res zelo na kratko bistvo te odločitve. Ta odločitev je precej dolga, kar težko berljiva oziroma je kar zahtevna za razumeti, ampak nekako je Ustavno sodišče dalo tudi zelo jasno usmeritev naročnikom, kako ravnati do odprave neskladnosti, iz česar je bilo seveda možno sklepati, na kak način mora zakonodajalec to neskladnost potem z to novelo zakona odpraviti. Ustavno sodišče je dejansko povedalo, da je treba točko B 4. odstavka 75. člena v bistvu uporabljati na ta način, da se dovoli tudi tukaj popravni mehanizem. Torej, sodišče je reklo, pri razlogih za izključitev, tudi pri prekrških, mora biti dovoljen popravni mehanizem, ker ni nobenega razloga, da se pri kaznivih dejanjih popravni mehanizem dovoli, pri prekrških, ki imajo pa na nek način nekoliko nižjo stopnjo kriminalitete, če tako rečem, pa ne. In druga neka usmeritev, ki je izhajala iz te odločitve Ustavnega sodišča, je pa v bistvu v tem, da je sodišče povedalo, da tudi ko se preverja že pogodba, torej ne ko smo v fazi preverjanja ponudb, ampak ko smo v fazi izvajanja naročila in moramo periodično preverjati
pogodbo, da je tudi tukaj treba dovoliti popravni mehanizem. Iz tega razloga, seveda, kot boste videli v nadaljevanju, imamo zdaj popravni mehanizem razširjen pri nekaterih razlogih za izključitev in na novo dodan v obeh dveh členih, ki urejata tako imenovan razvezni pogoj. Če gremo najprej kar na 67. člen, tukaj ni sprememb v smislu, da ta še vedno ureja, da je razvezni pogoj obvezna sestavina pogodbe in da se uresniči v primeru, ko je naročnik seznanjen z določeno kršitvijo. Naročniki pri 67. členu še vedno ne rabijo imeti aktivne vloge in preverjati, ali obstajajo določene kršitve, in ta del se ni spremenil, torej še vedno velja, da če je naročnik seznanjen z določeno kršitvijo in ta kršitev še vedno mora izhajati iz obdobja, ko je sklenjena pogodba oziroma iz sklenjenega posla, je pa na novo dodano, da če je naročnik seznanjen s tako kršitvijo, mora o tem izvajalca obvestiti v 10 dneh. Obvestiti ga mora seveda zato, ker iz tega izhaja nadaljnje pravilo oziroma pravica izvajalca do uveljavljanja popravnega mehanizma. Izvajalec ima v resnici več možnosti. Izvajalec lahko, če je neka kršitev ugotovljena pri njem, uveljavlja popravni mehanizem zase. To lahko naredi v roku, ki mu ga določi naročnik, ampak naročnik ima omejitev in ta rok ne sme biti daljši od 15 dni. Se pravi, ko bo naročnik seznanjen z neko kršitvijo izvajalca, bo izvajalca v 10 dneh o tem obvestil in mu bo dovolil uveljaviti popravni mehanizem v roku največ 15 dni. Lahko pa seveda se zgodi, da bo ugotovljena neka kršitev pri podizvajalcu. Torej, če nadaljujem, izvajalec torej lahko uveljavlja popravni mehanizem zase, lahko pa tudi za podizvajalca. Naročnik mora v vsakem primeru o tem obvestiti izvajalca, lahko pa seveda tudi podizvajalca. Podizvajalec ima enako možnost uveljavljati popravni mehanizem v roku 15 dni, maksimalnem roku 15 dni, ampak te popravne mehanizme naročniku seveda sporoči oziroma predloži izvajalec. Skratka, naročnik praviloma komunicira z izvajalcem. Če izvajalec ne predloži dokazov, torej ne uveljavlja popravnega mehanizma, ali pa če ga uveljavlja, pa naročnik oceni, da ti ukrepi niso ustrezni, lahko izvajalec tudi zamenja podizvajalca, kjer mu naročnik postavi dodaten rok, ki spet ne sme biti daljši od 15 dni. Obstaja pa tudi možnost, da izvajalec sam prevzame tisti del naročila, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, kjer seveda obstaja neka kršitev, če seveda ta zamenjava ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Skratka, popravni mehanizem pri 67. členu gre v smeri, da je treba izvajalca obvestiti o določeni seznanitvi s kršitvijo v 10 dneh. Izvajalec lahko uveljavlja popravni mehanizem zase ali za podizvajalca, maksimalen rok je 15 dni. Če glede podizvajalca to ne uspe, ima dodatnih maksimalnih 15 dni, da podizvajalca zamenja oziroma sam prevzame ta del, kar vse skupaj nekako predstavlja 40 dni časa, ki ga imata naročnik in izvajalec, da stvari uredita. Iz tega razloga je tudi podaljšan rok, v katerem mora naročnik začeti nov postopek, v kolikor seveda to pogodbo oziroma kar je predmet pogodbe še vedno potrebuje. Ta rok je 60 dni od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka, se pa seveda šteje enako kot doslej, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo. Pred to novelo, če se spomnite, je bil ta rok 30 dni. In glede razveznega pogoja pri 67a členu je vsebina tega uveljavljanja popravnega mehanizma oziroma postopek popolnoma identičen kot pri 67. členu. Enako ima to možnost izvajalec in podizvajalec, roki so enaki, rok za obveščanje izvajalca 10 dni je enak in nov postopek je enako treba začeti zdaj v 60 dneh. Je pa pri 67a členu dodana še ena nova obveznost, in sicer mora naročnik pri polletnem preverjanju preverjati po novem tudi kazniva dejanja. Se pravi, pred novelo oziroma še trenutno imamo 3 okoliščine, ki jih mora naročnik preverjati, neplačani davki, prispevki,
prekrški in pa uvrstitev na črno listo, če tako rečem. Od uveljavitve novele dalje bo treba preverjati tudi kazniva dejanja. V ta namen je bil popravljen tudi odstavek, ki govori o tem, kaj so ustrezna dokazila v posameznih primerih. In pri kaznivih dejanjih smo smiselno enako kot pri preverjanju ponudbe po 75. členu zapisali, da kot ustrezno dokazilo velja izpis iz kazenske evidence, ki ni starejši od 4 mesecev, oziroma je pridobljen 20 dni po datumu polletnega preverjanja. Zakaj je tukaj 20 dni in ne 90, kot pri razlogih za izključitev? Zato, ker je v tem primeru treba nov postopek začeti v 60 dneh in seveda je 90 dni preseže ta rok in zato smo tukaj ta rok skrajšali na 20 dni, da ima naročnik še vedno dovolj časa, da nekako izpelje, če je to seveda potrebno, proces popravnega mehanizma. Za razliko od 75. člena, kjer je popravni mehanizem dovoljen samo v določenih primerih, je pri 67. in 67a. členu popravni mehanizem dovoljen v vseh primerih. Torej tudi pri davkih, tudi pri uvrstitvi na tako imenovano črno listo oziroma listo subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami. Pri 75. členu pa je zgodba nekoliko drugačna. Tisti, ki ste spremljali proces nastajanja zakona in ste ga videli v javni obravnavi, nekateri mogoče tudi v medresorskem usklajevanju, ste verjetno opazili, da je bil predviden enak popravni mehanizem za vse razloge za izključitev. Tako za kazniva dejanja kot za fakultativne, kar je bilo že prej, dodatno pa tudi za davke, prekrške in uvrstitev na črno listo. Ko je bil zakon že enkrat na vladi potrjen in preden se je začel zakonodajni proces v državnem zboru, se je zgodila še ena odločitev Državne revizijske komisije, ki je precej posegla v to področje davkov. Predvsem je pa ta odločitev dovolila gospodarskemu subjektu, ki na dan, ko je oddal ponudbo, ni imel plačanih davkov, da jih plača oziroma da jih je plačal do roka za oddajo ponudb. Povedano drugače, gospodarski subjekt je poravnal davke do roka za oddajo ponudb, ni pa imel plačanih davkov takrat, ko je on oddal ponudbo, in Državna revizijska komisija je rekla, da je to okej in da se takega gospodarskega subjekta ne sme izključiti iz postopka javnega naročanja. Oprla se je sicer neposredno na direktivo, ampak ta odločitev DKOM je v bistvu povzročila ponoven tehten razmislek, kako pripeljati popravni mehanizem k davkom. Mi smo ves čas razlagali, da je popravni mehanizem na nek način v razlogu za izključitev, kar se davkov tiče, že implementiran na način, da je določen presečni datum, torej rok, ko nekdo odda ponudbo, ker je to trenutek, ko se gospodarski subjekt zaveda, da bo predložil ponudbo in da mora imeti poravnane davke. Na podlagi te odločitve DKOM in potem, ko smo dejansko pretehtali določene posamezne odstavke direktive in vmes se je zgodila tudi določena sodna praksa Sodišča Evropske unije, ki je te stvari bolj razjasnila, smo pravzaprav ugotovili, da popravni mehanizem, tak kot velja za kazniva dejanja in za neobvezne razloge za izključitev, ne more veljati pri davkih, ker direktiva zelo jasno pove, da se ta popravni mehanizem, ki pomeni, da nekdo vnaprej pove, kakšne ukrepe je sprejel in naročnik te ukrepe presoja, da vidi, ali je subjekt kljub neki kršitvi še vedno oziroma spet zanesljiv, ga ne pozna pri davkih. Direktiva pri davkih v bistvu pove, da država lahko določi, da se neplačniki davkov izločajo iz postopka, ampak da do te izločitve ne sme priti, če gospodarski subjekt davke poravna. Iz sodne prakse Sodišča Evropske unije pa zelo jasno izhaja, da država lahko določi presečni trenutek, torej nek presečni moment, ki predstavlja ta datum, do kdaj lahko nekdo poravna davke. In upoštevaje vse to, smo oziroma je zdaj v noveli zakona določeno, da neplačani davki še vedno predstavljajo razlog za izključitev, tudi neplačani prispevki, neoddani REK obrazci. Razlika pa je v tem, da se prestavlja oziroma spreminja presečni datum preverjanja. Presečni datum preverjanja davkov ni več dan, ko nekdo odda ponudbo oziroma prijavo,
ampak dan, ki je določen kot rok za oddajo prijave ali ponudbe. In pri tem se pravzaprav zgodba popravnega mehanizma, kar se davkov tiče, konča. Pri davkih ponudniki ne bodo mogli uveljavljati popravnega mehanizma na način, kot ga sicer lahko uveljavljajo pri ostalih razlogih za izključitev. Kar se tiče e-dosjeja, bomo o tem sicer malo tudi kasneje, no, ampak e-dosje bo ustrezno seveda tudi nadgrajen do uveljavitve novele. Kar pomeni, da bo avtomatično pri davkih potegnil tisti datum, ki je rok za oddajo ponudbe, in ne več datuma, ko je bila ponudba oddana. Še ena sprememba pri 75. členu, pri popravnem mehanizmu. Popravni mehanizem je glede na prej omenjeno odločitev Ustavnega sodišča sedaj dovoljen oziroma omogočen tudi pri prekrških iz področja dela oziroma zaposlovanja na črno, skratka vseh tistih 5 segmentov, ki jih imamo v B točki 4. odstavka 75. člena. Dve novosti sta še oziroma dve spremembe v tem segmentu. Ena je ta, da je zakon zdaj jasno določil, da je popravni mehanizem dovoljeno uveljavljati samo do roka za oddajo ponudb. Torej ne more nekdo, ko že odda ponudbo, čez en teden uveljavljati popravni mehanizem, ampak izključno do roka za oddajo ponudb, kar pomeni to, kar smo mi sicer že ves čas tudi nekako razlagali in izhaja iz same zasnove ESPD obrazca, da če obstaja razlog za izključitev, mora ponudnik to pošteno vnaprej povedati, hkrati pa predložiti naročniku dokaze, da je sprejel ustrezne ukrepe. Ker pa smo popravni mehanizem uvedli zdaj tudi v primerih preverjanja pogodb, smo v odstavek, ki opisuje, kaj so ustrezni ukrepi, kaj je popravni mehanizem, kako se to izvaja, da je treba se posvetovati s ponudnikom, da mora naročnik obrazložiti, če popravnih mehanizmov ne sprejme, zapisali, da se ta odstavek seveda smiselno uporablja tudi v primeru razveznih pogojev, torej v primeru uveljavljanja popravnega mehanizma pri preverjanju pogodb. Če grem naprej na naslednjo novost, seveda prekrški, imamo dve spremembi oziroma eno spremembo, eno imamo pa povratek nekoč že uvedene spremembe. Novost je ta, da je kot prekršek na novo določeno ravnanje, če naročnik pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave svoje namere o izvedbi ne posreduje zagovornikom javnega interesa. Sašo je prej vam pojasnil ta novi institut, torej naročniki morajo, razen kadar gre za primer nujnosti, preden začnejo ta postopek, o tem in obrazložitev obvestiti Računsko sodišče, Agencijo za varstvo konkurence in Komisijo za preprečevanje korupcije, in če tega ne storijo, je to po novem predpisano kot prekršek naročnika. Ponovno pa je prekršek, če naročnik ne upošteva drugih meril poleg cene v tistih primerih, kjer zakon prepoveduje ceno kot edino merilo. Zakaj temu mi pravimo zdaj, da je to ponovno urejeno? Ta prekršek je bil uveden z novelo ZN3B, potem se je zgodila novela ZN3C, ki s svojimi posegi v 84. člen ni ustrezno preštevilčila sklicev v členu, ki ureja prekrške, kar je povzročilo, da je z uveljavitvijo novelo ZN3C ta prekršek postal, ga ni bilo več, bil je pravzaprav zbrisan na nek način iz zakona. In ko se je ZN3C z interventnim določenim zakonom nekako izničil, torej so bile črtane vse določbe, je bil dejansko en odstavek 84. člena samo črtan in spet ni se zgodilo preštevilčenje. Skratka, to so neke na nek način malenkosti, nomotehnične stvari, ampak ta stvar je kljub temu, da smo ZN3C spravili iz uporabe, še vedno ostala nerešena, zato smo jo zdaj ZN3D uredili na način, da bo od 2. aprila naprej spet to ravnanje, torej neupoštevanje dodatnih meril poleg cene, predstavljalo prekršek za naročnika. In zadnja, ampak verjetno, kar se uporabnosti tiče, najbolj dobrodošla sprememba pa je povezana z
preverjanjem ponudnikov in seveda z e-dosjejem. Z novelo zakona je črtana potreba po soglasju gospodarskih subjektov in njihovih zakonitih zastopnikov in vseh, ki so člani upravnega, nadzorstvenega in drugih podobnih organov, oziroma tistih, ki imajo pooblastilo za zastopanje. Skratka, soglasja niso več potrebna. Tukaj smo imeli precejšnje težave zaradi preverjanja v kazenski evidenci, kjer je po našem zakonu bilo še vedno zapisano, da mora biti izdano soglasje, ampak podlaga je zdaj zakonsko urejena in ponudnikom se ni treba strinjati, da jih preverimo, oni, ko dajo ponudbo, se seveda zavedajo, da grejo v proces preverjanja. Kar pomeni, da bo administrativno, vsaj kar se tiče preverjanja kaznovanosti, precej manj dela tako na strani naročnikov, kot seveda tudi na strani gospodarskih subjektov. Uredili smo že povezavo e-dosje in CKE. Ta zadeva zdaj, bom rekla, z veseljem sporočamo, končno deluje. Obljubljali smo jo dolgo časa, skupaj z Ministrstvom za pravosodje smo zadeve tehnično pripeljali na delujočo raven, tudi zakonske podlage so bile v ta namen urejene na obeh straneh. In po novem, tisti, ki še ne veste, nekateri ste že to seveda preizkusili, lahko preko e-dosjeja zdaj tudi kazensko evidenco preverite v bistvu avtomatično na enak način, kot preverjate ostale stvari v e-dosjeju. Ta vstopna maska, če tako rečem, vnos podatkov ostaja nespremenjen. Seveda pač označite pravno podlago in namen preverjanja, ali je to pogodba ali je to ponudba. Tisto, kar je drugače, vidite tu čisto spodaj na koncu, je dodana kazenska evidenca in zakoniti zastopniki se vam avtomatično prepišejo. Imate pa možnost seveda te zakonite zastopnike dodajati oziroma tudi odvzemati. Namreč niso vsi zakoniti zastopniki, ki so zapisani v AJPES-u. Ni nujno, da so vsi, ki so zapisani v AJPES-u, tudi vsi dejanski, ki imajo pravice za zastopanje družbe, lahko da je še kak dodaten, to morate vedno pač preveriti v ESPD-ju oziroma v izjavi, ki vam jo da gospodarski subjekt. Razlika, ki je med ostalimi viri preverjanja, torej IRSD, FURS, se pravi davki, prispevki, črna lista in tako naprej, dobite dve ločeni poročili. Vam se izpišejo najprej viri AJPES, MJU, IRSD, FURS in FURS davki, da imate podatke preverjene, spodaj se vam izpiše, da imate preverjene tudi oziroma pripravljene podatke za preverjanje v CKE-ju. In kot vidite, spodaj imate dva zelena gumba, eden je prenesi CKE potrdilo, eden je izdelaj poročilo. Ta izdelaj poročilo je to, kar poznamo v e-dosjeju že ves čas. Ko kliknete na ta gumb izdelaj poročilo, se vam pripravi seveda izvedena poizvedba z ustreznimi navedbami, da ne, te zgodbe poznamo, ne bom šla v podrobnosti. Če pa kliknete na gumb prenesi CKE potrdilo, pa dobite ločeno izdelano potrdilo za preverjanje v kazenski evidenci. Od uveljavitve novele naprej, se pravi, ne boste rabili niti več soglasij, ta način preverjanja pa lahko izvajate že danes oziroma že od 6. marca in ni treba na pravosodje pošiljati več nobenih. Tudi v tem obdobju še, ko je do uveljavitve zakona, se pravi do 2. aprila, še vedno rabite imeti pooblastila oziroma soglasja, ampak jih glede na vso zakonodajo, tudi s področja Ministrstva za pravosodje, ni treba pošiljati Ministrstvu za pravosodje. Morate jih imeti v svoji dokumentaciji zavedene, še zdaj teh naslednjih 14 dni, potem pa to več sploh ne bo potrebno. In to je pravzaprav vse, kar je novega z novelo ZN-3D. Sliši se malo, ampak stvari so pravzaprav kar pomembne. Še najbolj pomembno pa je to, da smo dejansko v roku odpravili ugotovljeno neustavnost oziroma neskladnost zakona z ustavo in hkrati poskušali zagotoviti še neke druge manjše, ampak vseeno pomembne administrativne razbremenitve za naročnike. Jaz bi se na tem, se opravičujem, mestu zahvalila za vašo pozornost, opravičila za vmesne tehnične motnje in težave.
In kot je omenil že Sašo na začetku, tudi obljubljam, da bomo vsa vprašanja, ki so med tem časom zdaj prihajala v chat, in če še bodo zdaj, seveda naknadno še kakšna, zbrali, pregledali in vsa ustrezna pojasnila pripravili celovito in jih objavili skupaj s to predstavitvijo na spletni strani en.gov.si. Še enkrat hvala in želimo vam lep in uspešen dan.